štirje moški, vsi nori name. 6 fukov, 4 moški, domov pa sem šla sama. A to ni pomembno, raje sem neodvisna ženska. Začetek me zanima, kdo je Pati, pa kako težko je tako vlogo odigrati. Pati Difuza je, če smo čisto dosledni, ženska, ki nikoli ne spi, drugače preprosto dekle, svobodna ženska, rada fuka, drugače pa to alter ego oziroma zgodbe Pedra Almodovarja, ki jih je napisal v daljnih 80-ih in se tam izhajala v Madridu v enem časopisu, ki se imenuje La Luna. Kako težko je to narediti? Ja, inspirirani smo bili z strani glasbeno gledano, strani skupine angleškega tria The Tiger Lilies in tam Martin Žak pevec prav tako poje v falzetu. Čeprav, ko smo se odločili za neko to konstanto, v bistvu za neko to izraznost in inštrumentarij, je bilo potem dosti lahko to zvaditi. Zdaj, za ponavljanje in preigravanje tega ni tako težko. Šest fukov, 4 moški, vsi nori name, vsi nori name. Predstava zdaj teče že 5. sezono, ne? A kako so pa sprejeli pregovorno zadržani Slovenci? Ja, malo manjka seksa v Sloveniji, to je res, mislim, kar manjka, malo neka revolucija, ki je bila po Madridu, manjka odprtost do istospolnih partnerjev, gejev, lezbik in vseh, ki drugače razmišljajo in se pač drugače bivajo in se imajo drugače radi. To manjka v Sloveniji, ne manjka pa naših fanov. Imamo gospe srednjih let, ki so bile več kot 10-krat že na predstavah in se sploh ne upajo več povedati, priznati, kolikrat so bile. In to je zelo lepo. No? Pripravljamo drugi del, nadaljevanje z imenom Psihopatija Sexualis, vrnitev pornodive, ki bo 26. septembra na mesto kavarne Union v placu, ki se bo mu reklo Varieté. Sedla sem se v taksi, taksist mešanica, Roberta Mičema in Seana Conneryja. Surofina, vzbudila sem se. Kako ste pa zadovoljni z današnjo predstavo? Kako se vam zdi, da so Kamničani sprejeli Pati Difuzo? Ja, mislim, da je zelo fajn, no? Da je bilo mogoče tudi malo zadržano. Nismo navajeni, da igramo zunaj, to je zelo posebna izkušnja. Igrali smo že v Zadru na festivalu v Stari Gotski cerkvi. To je bil tudi zelo poseben ambient. Zunaj pa ponavadi nimam priložnost priti do takih lepih tribun, do takih placov, kjer bi ljudje ne bilo tako frekventno in bi ljudje res imeli možnost prisluhniti zadevi, ker je kot zgodba 1 uro je treba slediti, je ogromno teksta in zdaj, če je to zelo množično, se hodi sem in tja, zgubi smisel in poanto, zato se tudi takih nekih festivalov, ki so zunaj in ki niso bili tako lepo pripravljeni in imeli enega takega prostora, da je v bistvu dosti več ali manj izoliran. Fino, ljudje se lahko gor sprehajajo, se usedejo na steno. Imeli smo tudi interakcijo s cerkvenimi zvonovi. Po teh zvonovih so se še bolj sprostili, tako da smo končali v ekstazi.